Dragi prostovoljci, družinski oskrbovalci in drugi, ki berete ali poslušate sporočila Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Danes govorim Jože Ramovš o tem, da se največ ljudi stara z zakoncem. To je 4. prispevek v seriji Staranje v družini. Ko pogovor med starejšimi nanese na to, koliko smo zadovoljni, ga navadno usmerimo na zdravje, nizko pokojnino ali kako je včasih luštno bilo, zdaj pa ni več tako. Raziskovalni podatki o kakovostnem staranju pa kažejo, da je najodločilnejša družba. S kom živimo in se družimo, kakšen odnos imamo s svojimi najbližjimi. Ustavimo se ob 5 podatkih o partnerskem sožitju iz raziskave o staranju slovenskih prebivalcev. 3 so lepi, 2 kažeta, kam usmeriti svoje osebno staranje in staranje vseh 750 tisoč prebivalcev Slovenije, ki smo stari nad 50 let. Najprej odgovor na vprašanje, s katerimi sorodniki ali drugimi bližnjimi živite v isti hiši ali stanovanjski stavbi in s kom v skupnem gospodinjstvu. Z zakoncem se starata 2 od 3 nad 50 let starih prebivalcev Slovenije. Če ta podatek gledamo po starosti, je vse do 75. leta starosti še višji. Z zakoncem nas živi 3/4. Nato številka pada zaradi smrti enega, večinoma moža, tako da se v visoki starosti žene živijo same veliko pogosteje kakor možje. Vendar pa vse do 90. leta starosti še vedno živi z zakoncem vsak 3. Drugi, nič manj pomemben raziskovalni podatek kaže, da je zakonec naš najpogostejši in najzvestejši oskrbovalec, ko sami ne moremo opravljati vsakdanjih opravil. Polovici od tistih, ki so v zadnjega pol leta prijemali kako pomoč ali oskrbo zaradi bolezni ali onemoglosti, je to pomoč dajal zakonec. Zakonec je najbolj pripravljen in kaže največ veselja za pomoč partnerju, njegovi oskrbi najbolj zaupamo. 3. poudarek pa je krut. Najbližji družinski člani povzročijo tudi največ trpinčenja starih ljudi, besednega in telesnega nasilja, zmerljivega odmika in zanemarjanja. 3/4 vsega nasilja nad starimi ljudmi storijo najbližji. Globlji vpogled v ta tragični pojav sicer pokaže, da to večinoma stori nenamerno, nehote. Neposredni povod za njihove grde besede, nasilno kretnjo ali zanemarjanje je čudno vedenje starega človeka zaradi bolezenskih motenj in stiske, ko ne zna sprejeti starostnega pešanja. Domači ne razumejo njegove bolezni in starostnih motenj, zato si jih razlagajo kot hudobijo. Tu je še njihova preobremenjenost ali stres, živci popustijo. Globlji vzrok, da domači trpinčijo starega družinskega člana in so nasilni nad njim, pa so preslabo razvite zmožnosti za komuniciranje in sodelovanje obeh strani, tako starega človeka, kakor njegovih domačih. Torej nerazvita empatičnost, zmožnost za vživljanje v drugega. Nehoteno nasilje pa prav tako boli, kakor hoteno. Do vsakega nasilja nad starimi ljudmi je treba imeti ničelno toleranco. Nehoteno nasilje pa je vendarle plodno polje za njegovo preprečevanje, saj nenamerno nasilno dejanje ali grde besede žrejo in bolijo tudi storilca samega.
Vštric s krutimi podatki o domačih, ki so nasilni do onemoglega svojca, gre tudi podatek o lepem pogovoru, ki nam ostane v lepem spominu, saj pravi slovenski pregovor, da topla beseda 3 zime greje. V Sloveniji imamo nad 50 let stare ljudje v spominu malo lepih pogovorov s starejšim človekom, vključno z zakoncem. Povprečno en lep pogovor na 129 dni, to je samo 3-krat na leto. Za lep medčloveški odnos pa je potrebna 1 ura lepega osebnega pogovora na teden s svojo generacijo. In seveda 1 uro lepega pogovora z mlado in 1 uro s srednjo generacijo na teden. Starejši v Sloveniji smo blizu te norme samo s srednjo generacijo svojih otrok. Z njimi imamo lep pogovor povprečno na 9 dni. Podatki kažejo naše stanje. Starejši si med seboj veliko in z ljubeznijo pomagamo, pri tem pa z besedami in vedenjem drug drugega veliko grizemo in si grenimo starost. 5. obetaven raziskovalni podatek pa kaže, da se tega zavedamo in smo se pripravljeni učiti lepšega sožitja. Na vprašanje, ali bi bilo potrebno, da se starejši ljudje učijo lepše komunicirati, je odgovorilo pritrdilno več kakor 3/4 nad 50 let starih prebivalcev Slovenije. Najpogosteje tisti, ki jim odnosi najslabše uspevajo. Radi bi se torej vsaj za svojo zadnjo tretjino življenja naučili lepšega sožitja, če že nismo imeli sreče, da bi se bili tega naučili v otroštvu ali v srednjih letih. Naš učni cilj so lepši odnosi z mlajšimi, zlasti pa med seboj. Če s kom, potem z zakoncem, saj polovica od 750.000 starajočih se Slovencev živi z zakoncem pod isto streho 24 ur dnevno. Ob naši pripravljenosti, da bi se učili lepšega komuniciranja in sožitja, je dobra novica, da so za to usposabljanje zadnje leta čedalje boljše možnosti. Po letu 2000 se naglo razvijajo učinkovite metode, o katerih predtem ob vsem znanju o komuniciranju in o napakah v odnosih ni bilo mogoče niti sanjati. Osvajanje veščin za lepše komuniciranje ni manj vredna naložba, kakor je gibanje, kakor je zdrava prehrana ali tuj jezik. To je največja osebna naložba za lastno zdravje in sožitje z najbližjimi. In nacionalna naložba, da bomo kos demografski krizi. Prispevek je bil objavljen v upokojenski reviji Vzajemnost aprila 2019.